vsi veste, kakšen pomen imajo danes mediji, celo eden odločilnih vplivov na stališča ljudi, na vrednote ljudi. In jaz sem bil 8 let član, do nedavnega sem bil član sveta RTV Slovenija in od tega mislim, da tudi 6 let predsednik komisije za kulturno-umetniške programe in tudi član komisije za informativne programe. Toliko, da vidite, in zato bom jaz tudi najprej malo o RTV Sloveniji govoril, najprej o medijih, vplivu mediji sploh, potem pa RTV Slovenija, potem pa še drugi. Imamo pa tukaj še enega, akademika Kosa, ki je bil pa tudi dolgo član sveta RTV in sem ga že prej prosil, da bo tudi malo vskočil, malo kakšno svojo, povedal svoje izkustva, kako je tam v tem svetu. Torej, jaz bi zdaj, to ne bo zdaj tako vse po vrsti šlo, kot bi moralo to biti, malo bojo misli skakale sem in tja, ampak mislim, da boste v glavnem dojeli in razumeli. Torej, najprej, gledajte, kot vidite, zdaj teh medijev je toliko vrst, danes od interneta pa do televizije, od tega do onega, bi jaz najprej malo teh podatkov vam nanizal, da imate eno predstavo, kaj ljudje, koliko to gledajo, kaj to gledajo. Jaz imam tukaj podatke za leto 2010, govorim te v ljudje, potem povedal tudi starostne skupine, koliko gledajo to v prostem času. Tukaj ne v službi, ne v šoli, ampak doma, koliko še dodatno gledajo v ekrane. Recimo internet, 10-letniki gledajo na dan 1,5 ure v povprečju. V internetu. 20-letniki na dan 2,5 ure. Karkoli že pač listajo, iščejo to, ono, tretje, ampak v ekran toliko gledajo. To je približno, torej leta 2010, to je približno 100% več na leto kot 5 let prej. Ampak raziskave kažejo, da zaradi tega, ker več ljudje gledajo v internet, se ne zmanjšuje gledanje v televizijo. Torej, za leto recimo 2009 gledajo ljudje v televiziji, govorim zdaj za ZDA, še enkrat, v prostem času, 3 ure na dan gledajo v televizijski ekran, v ZDA, v Evropi 2 uri na dan. Ampak to so povprečja. Tukaj so pa seveda zdaj velike razlike in tako naprej. Zanimivo je, kako gledajo. Raziskave recimo z Ameriko pokažejo, da s tistim daljincem skačajo iz kanala na kanal, da na enem kanalu povprečno ostanejo 11 minut. Takoj se nasičijo, ni nič, pa grejo spet naprej in tako naprej, skratka 11 minut na en kanal. Če bi pa zdaj mi vzeli vse skupaj, koliko ljudje v prostem času vzamemo zdaj gledajo televizijo, koliko gledajo v računalnik in koliko gledajo v zaslone telefončkov v prostem času, potem bi pa dobili že številko 4,5 ure. Če bi zdaj samo seštel, koliko pač v en od ekranov gledajo. V povprečju govorim. No, seveda zaradi tega pa povsod ugotavljajo, da močno pada branje. Čas, ki ga ljudje posvetijo branju. V povprečju v Evropi odrasli ljudje berejo samo še 1 uro na dan. Berejo še karkoli. Kako padajo časopisi? Leta 1949, govorim zdaj za Evropo,
so ljudje brali na dan 80 minut časopis. So se še poglabljali v časopise noter. Leta 1957 59 minut, leta 1964 33 minut, leta 2011 še 15 minut. Tako da in na vprašanje recimo 20-letnikov, jih samo še 16% 20 let starih rajše bere knjige ali časopise, kot pa gleda televizijo. Zaprav, gre tole vse skupaj na račun branja. Radio se nekako ohranja, predvsem zaradi, ker ljudje poslušajo radio na poti na delovno mesto, v avtu in nazaj. Torej, zdaj, kaj to pomeni zdaj kot psihološko, jaz tukaj zdaj bomo lahko potem razpravljali, to zdaj bi šel predaleč noter. Vse raziskave psihološke. Mi imamo eno čudovito knjigo v nemščini, ne vem, ki je bilo prevedena, Tretje uho. Mi pa vedno rečemo tretje oko, tretje uho. No in to so ena temeljnih knjig, to ni kar tako ena, v tej zadevi, ki pa seveda kažejo, da je oko mnogo bolj površen organ, da glasba, zvok in tako naprej seže globje v človeka, bolj ga oblikuje ta glasba, kot pa, tako se reče, uho, mogoče se vam to hecno zdaj zdi, uho je ženski organ, oko je moški organ, to je tisti organ, ki posega v svet, uho gre pa navznoter. In potem so tukaj brez števila raziskav, ki kažejo, recimo, kaj pomeni cerkvena glasba, korali in tako naprej za človeka, ali pa tele bliskovito zunanji dražljaji in tako naprej. Torej, da mnogo bolj v osebnostno smislu zoriš pri poslušanju, kot pa pri gledanju. Zdaj bi moral pa vse detajle povedati, zakaj, ampak tole bom si zdaj prihranil. In seveda, da ne rečem, da je branje seveda tudi daleč več vredno kot gledanje recimo televizije. Zdaj, če vzamemo za najprej televizijo, mi imamo dve možnosti gledati na televizijo. Zdaj, bom najprej teh negativnih pogledov. Ali je to, kar se televizija kaže, program, oziroma vse to, kar je povezano z televizijskim ekranom, a je to simptom, recimo simptom ene bolne družbe ali vsega tistega, če govorim zdaj v negativnem. Ali to se pravi, da je program tisti, ali pa je že samo gledanje, ne glede na program, povzroča negativne posledice. Raziskave so pokazale, da eno in drugo. Torej, da recimo že samo gledanje, zaradi, bom potem povedal, recimo oblikuje en poseben tip mišljenja človeku, ker se tam recimo stvari tako hitro odvijajo, da postane že mišljenje bolj površno in tako naprej. Torej, že samo gledanje je tako in pa še program. No, zdaj bom pa jaz malo najprej, sam kot en primer, recimo na otrocih to ilustriral. Seveda, zdaj, tako je za televizija začela, so se v Ameriki seveda starši takoj ustrašili programov in tako naprej, kaj bo in to, in je bil potem v Ameriki ustanovljen eno veliko združenje staršev, ki je potem bilo vse ameriško združenje Action for Children's Television. To je leta 1968 v Bostonu bilo ustanovljeno in še vedno obstoja in tako naprej. Oni so se starši predvsem zavzemali za otroku primeren program, potem so skušali, tudi država je vstopila potem v ta program in so skušali narediti programe za socialno deprivilegirane otroce, za črnce, za v getu in tako naprej. In recimo, kdo pozna, en tak program je bil Sesame Street. To je bil en program, ki je bil namenjen, da bodo tisti otroci, ki so, kot rečeno,
socialno v takih okoljih, da jih bodo dvignili, pa tudi umsko dvignili in tako naprej, izobraževalno dvignili, pa seveda komunikacijsko dvignili, socialno dvignili in tako naprej. No, kaj so pa raziskave pokazale? Pokazale so, da pravega učinka ni bilo. Torej, da ni to tako preprosta zadeva, da bi ti lahko ene socialne deficite ali druge deficite, recimo v družini, enostavno z nekimi televizijskimi programi, prirejenimi recimo za otroke, te razlike recimo odpravili. Izkazalo se je, in to se vedno znova izkaže tudi drugod, ker nimaš takih velikih ambicij, da recimo programi ali pa gledanje televizije ne prispeva veliko k učnemu napredku otrok, prej povzroča bolj površno mišljenje, neurejeno mišljenje, umik otrok iz stvarnosti, da seveda ne rečem, da nasilne vsebine, pa vse tisti action, ko so zdaj, ne, povzroča nasilnost, agresivnost otrok. Teh raziskav je bilo kolikor hočete. Ko se je delalo, recimo, otroci, ki so bili napeti, vznemirjeni, pa take čisto srečni in umirjeni, pa so jih dali gledati take filme, pa onake filme, v tem smislu, ali sedaj recimo en film poln nasilja sprosti recimo agresijo nabrano v otroku njegovo, a ga umiri in tako naprej. In se je izkazalo seveda, da to ne, ampak glih obratno. Torej se pravi, še poveča agresivnost, pri tistih, ki pa prej niso bili agresivni, pa tudi še poveča agresivnost. Skratka.